Čeprav z elektrarnami v Sloveniji povezujemo predvsem industrijske centre, kot so Krško, Šoštanj in Trbovlje, se te očitno širijo tudi v kraje, kjer ljudje dejansko hočejo živeti. Podjetje Eolka želi namreč na Brkinih postaviti kar 750 metrskih vetrnih elektrarn. Kot se za gradnjo elektrarn spodobi, bo vse potekalo brez težav. Za postavitev betonskih kolosov imajo celo že gradbena dovoljenja. Država je, kot kaže, dvignila roke, češ v zasebne investicije ne posegamo. Vse glasnejši pa so namigi, da gre za pranje denarja. Pranje denarja pri energetskem projektu? To ni moj, dajte namer. Dajte nehat, no. Nehajte se hecen. Sploh pa ne z vetrnicami. Te postaviš kvečem, če želiš oprati denar posušiti. Čeprav imajo vetrne elektrarne zgor 20% izkoristek, pa je njihova izgradnja vseeno smiselna povsod tam, kjer želiš 100% razjeziti prebivalce. Dajmo poslušati, kaj prav domačinka. Jaz dejansko, ko bom stopila iz vrat, bom imela 5 vetrnic na desnih, oziroma naj bi imela, na levo 2 vetrnice. Tako da bom diagonalno med vetrnicami 24 ur in z lučkami. Mi smo tudi na klimi, pa veliko kamer je tle, vse žmiga. Gospe seveda ne zavida nihče, razen mogoče prebivalcev Šaleške doline. Lučke in veter se sliši veliko bolj zabavno kot onesnaženje in pljučni rak. Načrt, kako ustaviti projekt, pakujejo tudi okoljevarstveniki in to navkljub dejstvu, da vetrne elektrarne proizvedajo več električne energije kot katerakoli druga ptičja mesoreznica. Glede na to, da projekt že ima gradbeno dovoljenje, nasprotnikom preostane zgolj, da posežejo po bolj taktičnih prijemih. Zato bodo projekt preprečili z najemom. Ključne parcele, čez katere bo potreba razširiti ceste, da se pride do določenih lokacij in seveda sami pa vemo, zakonodaja ščiti, ustava ščiti lastnino, ustava ščiti tudi najemnike. Prav ste slišali, okoljevarstveniki bodo investitorjem ponagajali s parcelami. To novico lahko narediš bolj slovensko samo, če jo ob spremljavi Golice poveš na nedeljskem kosilu. Glede na tipičen potek naših medsosedskih sporov lahko zdaj pričakujemo, da bo investitor odgovoril z nakupom boljšega traktorja, okoljevarstveniki pa mu bodo iskreno zaželeli, naj mu crkne krava. Zadevo bomo seveda spremljali še naprej, glede na tipično trajanje tovrstnih sporov, pa lahko razplet pričakujemo do konca naše jubilejne 50. sezone. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.